Živijo. Evo, mojega kolesarskega dopusta je konec. Prihaja ohladitev in deževno vreme. Danes je kakšnih 11 stopinj. Jaz sem vam pa po poti povedal nekaj o tem, kako na kolesu izpadeš profi. Oziroma, kako ne izpadeš loser. Zdaj, meni, da je prvo lekcijo ste dobili že iz napovednika. Loser pač ima na glavi čelado. Ta prav profi ima samo bandano ali pa je čist pobrit na balin. Ok, šalo na stran. Čelada je obvezna oprema vsakega kolesarja. Zdaj v nadaljevanju bom pa res razkril nekaj skrivnosti, ki jih poznajo samo najbolj izkušeni kolesarji. Če ob cesti sedi oguljen kolesar, ki v roki drži en kos svojega obroča, se ustavimo in mu ponudimo pomoč. Kolesarstvo je vendar šport solidarnosti, ki jo lahko izkažemo na vsakem koraku. Iz istega razloga tudi zmeraj pozdravimo kolesarja, ki nam pripelje naproti. S kretnjo roke, gibom glave, mu damo vedeti, da smo z njim, da ga spodbujamo in mu želimo srečno vožnjo. Pri pozdravljanju bodite pozorni na to, da boste imeli vedno zaprta usta. Zaprta usta moramo imeti tudi, ko prehitevamo drugega kolesarja. Naj vidi siromak, da nam popolnoma zadošča samo dihanje skozi nos. Če izkušen kolesar vidi, da ga bo drug kolesar v kratkem dohitel in prehitel, nemudoma zavije levo. Še najboljše na kakšno stransko pot, ki ne pelje nikamor. Če dohitevajoči kolesari slučajno zavijajo za njim, ta postopek ponavlja, dokler se za njimi ne izgubijo vse sledi. Če v tistem trenutku ni nobenega primernega odseka, kjer bi lahko zavili in se skrili, vseeno pa grozi nevarnost, da nas bojo kolesarji prehiteli, se nemudoma ustavimo ob cesti in nujno preverimo nekaj zadev v Google zemljevidih. Lahko tudi dvignemo slušalko k ušesu in simuliramo nujen pogovor. Če se nam kolesarji od odzadaj približajo neslišno in nas prehitijo praktično iz presenečenja, potem nam ne preostane drugega, kakor da vozimo ves čas prehitevanja z zaprtimi usti. Ne vidijo siromaki, da nisi utrujen, ampak ti je pač Polar predpisal lahkotno razpeljevanje. Izkušen kolesar ima pri sebi zmeraj dovolj pijače, hrane, pribor za menjavo zračnice, kakšen imbus ključ. Tisti še posebej izkušeni pa ne uporabljajo takih torbic, ki so bolj za luzerje, ampak imajo vse te zadeve lepo razporejene zadaj po žepih. Včasih se zgodi, da vas ob vsej previdnosti in izkušenosti dohiti kakšna skupina kolesarjev, ki potem želi kolesariti z vami in vam malo delati družbo. Še posebej se to zgodi pri kakšnih klancih. Ko napeljete pogovor na to, da vas vprašajo, od kje ste, povejte kraj, ki je vsaj 50 km dlje od tam, kjer ste vi doma. Naprimer, na goriškem terenu rečete, da ste s Trsta. Naj vidijo siromaki, da je za vami že 50-60 km naporne vožnje. Izkušen kolesar nikoli ne pade na mestu s pripetimi čevlji v pedala. Če se to na kakršenkoli način sploh zgodi, potem naj enostavno in mirno dušno reče, da on pač tako vedno parkira. Izkušen kolesar kakršenkoli incident na cesti mirno posname. In ne na vse zadnje, izkušen kolesar izkoristi še tako majhno priložnost, zato da gre lahko na kolo nabirati nove izkušnje. Po izkušenih kolesarjih bi verjetno lahko nakladal še par ur, ampak moj krog je končan. Točno 50 km v točno 2 urah. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.